Gospodarska zbornica Slovenije je na letošnjem dnevu inovativnosti podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije v podjetjih in javno-raziskovalnih zavodih. V regijah je letos sodelovalo 197 inovacij in 772 inovatork in inovatorjev, za nacionalna priznanja pa se je potegovalo 42 najboljših inovacij iz vse Slovenije. Osrednji govornik na podelitvi je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je najboljšim podelil tudi zlata priznanja. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in kar tako naprej z zanosom, pogumom, in če bomo te inovacije uspeli še prodati, potem bo uspeh popoln. Na prireditvi, ki je potekala 26. septembra 2018 na Brdu pri Kranju, je bilo podeljenih še 28 srebrnih priznanj ter 3 posebna priznanja za potencialno inovacijo krožnega gospodarstva. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija po izboru javnosti. V letu 2018 je to zlata inovacija integriran zvezni zadrževalnik vrat podjetja TPV. Posebno priznanje za mlado podjetje je prejel Smart Optometry za trening vida z igro za otroke. Jaz mislim, da smo s tem pokazali, da smo res inovativni, da nam je fokus delati zahtevne izdelke, storitve. Danes je bilo nekaj zelo lepih izdelkov, storitev, čisto novih iz podjetij, ki do sedaj niso bile prisotne, in to me veseli, da se širi ta baza inovativnih podjetij, kajti le na tak način bomo dosegli naš cilj, ki smo si ga zastavili, 60 tisoč evrov dodane vrednosti in 50 milijard izvoza. Rdečanje tokratnega slavnostnega dogodka je bila Čutim inovacije, ki je povezala inovatorje, inovacije in uporabnike preko vseh 5 čutil. Ja, definitivno z vidom, glede na to, da naša rešitev pomaga razvijati vid pri otrokih. Glede na to, da se naši izdelki uporabljajo v industriji in jih vsi povezujejo z bolj črno in umazano industrijo, smo za našo predstavitvijo hoteli prikazati, da so izdelki lahko pojavijo tudi v umetnosti. Tako smo slišali izdelke v eni rock pesmi kot glavni inštrument in kasneje potem smo pokazali tudi, da se lahko uporabljajo v umetnosti pri izdelavi skulptur iz kovin. Radečeva Pirnova sporoča, da bombažni papir je še vedno aktualen papir, da je trajnost papirja podaljšana, da je bankovec tisto, kar radi zaščitite v svojem žepu, da je bankovec tisto, kar se da čutiti in kar se da občutiti tudi kot prireditev gospodarske zbornice. Zato pozivamo vse kupce, vse možne inovatorje, vse možne banke, da se nam pridružijo in čutijo to inovacijo z nami. Uporabniki našo inovacijo čutijo skozi uporabnost samih aparatov, ki niso domelovi, imajo pa domelovo srce in to srce jim omogoča učinkovitost. Naše zdravilo predstavlja zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj, točneje levkemijo, in ključni namen naše inovacije je ta, da lahko naše zdravilo pacient ali zdravstveno osebje raztopi v kozarcu vode ali jabolčnega soka in posledično je olajšana aplikacija oziroma zaužitje tega zdravila pri pacientu. Tu gre za spremembo poslovanja podjetja, za integracijo trajnostnega razvoja, krožne ekonomije, pravične trgovine v poslovni model podjetja. In tukaj nagovarjamo pravzaprav vrednote. Zato smo tudi našo predstavitev naredili na ta način, da smo nagovorili publiko, da bi nam sledili v tem zgledu. Tablete, ki smo jih razvili, so filmsko obložene, to pacientom omogoča lažje požiranje, prav tako pa ne vsebujejo laktoze, torej lahko dajemo to zdravilo tudi pacientom, ki imajo laktozno intoleranco, torej zajemamo širši segment uporabnikov. Mi smo si postavili ene cilje v smislu, hočemo čim bolj natančno prepoznati žužke, hočemo čim bolj natančno povedati. In končni rezultati so nas dejansko presenetili. Mi smo mislili, recimo, da bomo prepoznali škodljivce iz slike približno 80%, dejansko jih pa prepoznamo boljše kot človek. In podobno je z napovedovanjem. Spravi, ja, dejansko občutek je bil, ratalo nam je. Z našo inovacijo uporabnik varčuje pri energiji in posledično tudi pri računih za ogrevanje. Z našim izdelkom se izboljša uporabniška izkušnja do te mere, da se
da se zagotovi konstantne razmere v posameznih stanovanjskih enotah v večstanovanjskih stavbah in s tem se seveda zmanjša tudi nadležno piskanje v ventilih in radiatorjih posledično. Gorenje je pri razvoju nove generacije pralnih in sušilnih strojev sodelovalo intenzivno z uporabniki in glavni namen te inovacije je bil zapolniti pričakovanja uporabnikov in zato smo se osredotočili na stvari, ki jih najbolj težijo. Naša inovacija je namenjena premijskim proizvajalcem vozil, torej da damo avtomobilom neko dodano vrednost, nekaj več, kot imajo vsi običajni avtomobili in sicer to čutimo z večjimi čutili, predvsem ta občutek lahkobnosti, mehkobnosti, neslišnosti, predvsem vse, kar zajema paket premijskega. Letošnje najboljše inovacije so navdušile tako predstavnike slovenske vlade kot tudi goste iz tujine, ki v slovenskih inovacijah že vidijo nove priložnosti za mednarodno poslovno sodelovanje. It was great to see the variety of inventions that we could see on stage today. If I would be honest, I like most the little device for the car doors. So in general, very good impression of today. And I think we're in partnership together, Germany and Slovenia, and we might work on these inventions and products together on the markets and on our common products. Moji vtisi so zelo dobri. Ta prireditev je pokazala, da inovativnosti v Sloveniji ne manjka. Videli smo mnogo inovacij, ki olajšujejo življenje in izboljšujejo, tako da verjamem, da bo tega še veliko in sama prireditev je seveda uspela v celoti. Slovensko gospodarstvo vedno znova preseneča na vseh področjih, še posebej sem pa navdušen nad inovativnostjo in verjamem, da bomo ob tem, da bomo zagotovili in obranili konkurenčno poslovno okolje pri takih podjetjih, jutri beležili še boljše rezultate. Vtisi so enkratni. Tisto, kar pravzaprav razveseljuje, sedaj pa to, da je vse več inovacij, ki so pa direktno povezane z vsakdanjim življenjem ljudi, torej tistih praktičnih stvari, ki jih ljudje potem lahko kupimo v trgovini in jih uporabljamo. Ta preboj na polje praktičnosti, to mi je letos impresivno. Jaz bi rekel čudovito, veliko optimizmom, toliko inovatorjev je tukaj, toliko mladih ljudi, kar sem videl, in tako majhen narod je toliko znanja tukaj, to je varnost in razvoj, velika razvoj za državo Slovenijo. V dopoldanskem delu dogodka so bile predstavljene različne metode inoviranja, ki jih je bilo nato preko igre mogoče preizkusiti tudi v praksi. Na hitrih poslovnih zmenkih in individualnih razvojnih in poslovnih srečanjih so udeleženci tkali nove poslovne vezi. Nekaj drugačnih pogledov na vsakdanje stvari in svoje inovativne ustvarjalne poti so predstavili Josh Rocchio, Peter Cjuha in Mateja Benedetti. In sem rekel, če sem slikar, si mogoče lahko s toni pomagam tudi z barvami. Mogoče lahko najdem nek način, kako bi oboje povezal, tako da bi lahko igral harmonije. Vsako kolekcijo, vsako sezono, ki naredim, jo posvetim eni obroženi živalski vrsti. Prva je bila posvečena metuljem in kačjim pastirjem, ki so pokazatelji zdravega ekosistema. Druga belemu volku. Druga belemu volku, tretja rajskim pticam in zadnja letošnja koralnim grbenom. Slovenska inovativnost je čisti rastor. Ploskajte sami sebi, no res pač. Ne mine teden, ker ne bi slišal za kak premik, za kak revolucijo v slovenski industriji.